Dober večer, lepo pozdravljeni. Jože je Zupančič je gost, malo zlezel ven iz kadra. Živja. Živja, lepo pozdravljen. Z Dolenjske smo pripeljali, smo vedeli, da bo veselo. Nismo vedeli, da bo tako veselo, ker je sabo prinesel, če malo pokažeš, cviček in Bajka Fest vodo. Cviček seveda, pa za narezati malo, pa kruh je spekel doma. Tako da, neverjetno, če ne bi imel jaz še noro veliko za delati. Če kdo ni opazil, smo danes štartali s hrvaško stranjo mtb.hr. To je še veliko dela na tej fronti. Ne vem, kako bi se tole končalo, ne? Ja, zjutraj. Zjutraj, ne? Ja, zjutraj, kam? 6 gledalcev imamo že, ampak to ni toliko važno, kot to 8, kot to, da si jih veliko potem ogleda posnetek, tam gre pa v tisoče, ne. 7, meni se ne je že naveličil, lej. Pa je že nazaj prišel. Mogoče mu je zmanjkalo signala. Ali pa to, ja. Mogoče se voz, ki je pa med vožnjo, gleda. Jože Zupančič, jaz ga poznam kot, na začetku kot učitelja. Na učiteljskem tečaju se je pojavil prvi in edini s fatbikom in najglasnejši je bil. In tako sem se ga zapomnil. Kaj pa vem? Kolo je kolo, ne? Mislim, greš na tisto, s tistim prideš, kar imaš rad in s tem voziš, ne? Odko si ti točno? Prav nov mest, ali? Z ene take krasne vasice, Sevno se imenuje, to je ob vznožju Trške gore, se pravi, to je ena zelo vinogradniška pokrajina, rekel, ki ima, ne vem, po mojih ocenah 300 zidanc. Tam cviček teče praktično iz vsakega vogala, ne, to je taka zelo težka gora, ne. 426 metrov je visoka, gor se nekako da prideti, dol pa ful težko, ne. Drugače smo pa v centra prestolnice Dolenjske 4 kilometre. Rok Hilc pravi, da deklevce ne brani cvička, kakor on ve, res je. Tam še raje kakšen drugi rdeče, ampak cvička se tudi ne brani. Pa dobro. No, v glavnem te zdaj poznamo kot organizatorja Bajka Festa, tretjič bo letos. Drugič. Lani, se pravi, lani je bil toliko velik, da sem že mislil, da je bil dvakrat. Mogoče je bil odmeven, mogoče je bil zdaj velik. Velik bo takrat, kadar bomo imeli res ogromno udeležbo, kar si seveda želimo, ne? Vsi organizatorji si želimo prvenstveno čim večjo udeležbo na dogodkih, zato se tudi sam, če se le da, udeležujem nekih teh MTB dogodkov, zato ker ne zato, da si želim tekmovati ali pa karkoli, ampak s tem daš podporo organizatorju ali pa celotni naši gorsko-kolesarski skupnosti za tisti trud, da se svojo udeležbo, bom rekel, nagradiš večmesečno delo v tistih 15, 20, 30 organizacijskih delavcev, ne, ki to pripravljajo. Kakšen je koncept Bajka Festa? Dirka se ne? Ne. Koncept Bajka Festa je čist preprost, ponuditi čim več stvari iz lokalnega območja, se pravi, nekako v 3 delih je vse skupaj zasnovano, imamo, se pravi, ta maraton, ki ni nek velik presežek v kilometrih pa v višincih. Imamo tisti zabavni del za otroke v času maratona, se pravi, imamo tam varstvo za otroke, animacijo, delavnice, vse te stvari. In pa seveda tisti glavni del, zaradi česar se imamo mi najbolj fajn, se pravi after, druženje ob odlični hrani, bomo rekli, ob živo muskabo, ne, se pravi, en tak precej dober band, vsi šolani glasbeniki, ampak niso visoko rangirani, zaenkrat še, ne. Mislim, imamo zelo, zelo visoke želje, ne, samo proračun še ne dopušča teh rangiranih skupin,
Profesionalno ozvočenje bo vse te stvari, kar morajo biti na enem takem dogodku. Ena ogromna dvorana bo zato, če bo lepo vreme, smo zunaj, če ne, smo noter. To je ta hala, ki smo jo spoznali tudi na državnem prvenstvu ciklokrosu leta Tako, skozi. to je ta hala, no in zelo veseli, recimo lansko leto je bilo to pač odkritje moje, čeprav sem tam zelo blizu doma, da so tudi ostali, se pravi organizatorji vidijo tukaj logističen center, kjer bi lahko se delali prireditve, se pravi ta dvorana sprejme nekje do 1000 ljudi. To je kmetijska šola ali kako že? Tako, to je kompleks centra biotehnike in turizma, ki se je v bistvu malo razširil. Nisem kmetijska šola, je tudi gostinska šola, je tudi visoka šola za gostinstvo in turizem, tle je en kupenih šol in tle gre za res en ogromen kompleks. Tako da... Koliko je dolga fura, ta, ki rečete maraton? 33. Kristusovih let, taka lepa, 33 kilometrov. Z 800 višinskimi metri. Kaj terena? Vse. Resnega? Ja. Tako je nekako enih 4-5 km je tistega nujenega asfalta, kjer res nismo uspeli dobiti bom rekel, nekih ali soglasij ali karkoli za prehod. Potem je recimo, da 80% teh makadamskih poti. No, enih par je pa takih, sploh en spust je kar tak, precej endoraški, uživaški, sicer ni predolg, kar bi bil sicer boljši, ampak glede na to, da je trasa namenjena rekreativnim kolesarjem, za čim širšo skupino nismo tukaj pretiravali. A kar podeliva ta prvo nagrado, zastava vprašanje, dej pokaž nagrado, da sem nazaj zavil. Ja, zdaj odvisno, kaj bo, ali bo moški ali ženska, kaj bomo prvo? Ja... Brezrokavnik? Dej brezrokavnik. Ajde, brezrokavnik. Evo, bomo tlele pokazali. Bogate nagrade je prinesel Jože? Ja, imamo, hvala Bogu, odlične sponzorje. Tukaj moramo... Podjetje Scott Smole, bom rekel, je zelo na veliko nam pomaga. Evo, to je en tak... Bolj za nalepš, bolj za... Fancy. To je za un after, recimo, bi bilo to, ne? Ja, ali pa za na Bike Fest, zato ker letos bo pa je spet mokro, in bo glih prav za zaščito. Pa kaj škoda bil ga, veš? Ja, ne, ni ga škoda, vse se opere. Kaj bo dalo vprašanje, kdaj je bil lani, na kjer datum je bil lani Bike Fest? Dajmo. Prav, datum lanskega... Prvega tradicionalnega Bike Festa in nagrada je Scottov brezrokavnik, stylish, bel, samo za največje frajerje ali frajerke, ali ženski ali moški. V bistvu je unisex. Ni problem. Za take, ki ste lahko v belem, ker ne moramo biti vsi v belem. Ni pa small, je v bistvu ena taka large velikost, to je glih prav za nas, ki imamo, rekel, malo več za nositi. Jož Trucel prav 14. maj. Evo ga. Jož, en prekrasen nov brezrokavnik imaš. Evo ga. Naš tahut, enduraž. Še po pošti ne bo treba pošiljati, ne? Ja, sigurno. Se sam zmenta. Evo. Ej, kako ste kaj s punk kurami pa s temi downhillerji? V bistvu smo imeli lansko leto tudi delegacijo punk kure, ampak moramo nekaj vedeti, nekomu, ki ima downhill kolo, mu ni do tega, da bo brcal maraton, tudi ni namen, da bomo vsi vse počeli. Smo pa v dobrih odnosih, gremo drugemu na evente, v bistvu, če se da, se kaj pomagamo, se pravi, oni so imeli zdaj v jeseni otvoritev pump tracka. Punk tracka, pardon. Zelo zanimiva stvar, rokodelski, so se res pomatrali, veliko truda vložili. Drugače pa smo tu ena družina, ampak vsak ima pač svoj resor. Oni so, kar je rekel Majh, je rekel, njihovo domovanje je gravitacija. Evo, Jož že komentira, najprej napisal, da tale talovni bo glih za naložin, pa da se pripravlja divja sezona.
vsi vabljeni na Dolenjsko, Pankura tam nekje nad njihovo tole sotesko, ki je sečen sutjeska, pripravljajo tudi en enduro, o tem bomo še pisali. Super. Ni še prav veliko znanga, še malo skrivajo. Povej še kaj v dolenjski sceni, se pravi, tvoja tolpa, Pankure, malo bolj proti tem kočevskemu masivu, Dolenjske Toplice, oni tam podijo. Kaj imate pol še zverinice? V bistvu, če bi zdaj tako rekel, prav v Novem mestu ali pa v krogu 15-20 km so, bomo rekli, 4 tele glavne skupine. Jaz mislim, da je to Pankura, to je sigurno so te enduraši. Če si omenil zverinice, bom rekel, tukaj je eno društvo, ki ga poveljuje lastnik tele trgovine, Marjan Zver. Oni so v bistvu, bom rekel, bolj fun enduro ekipa, bom rekel, pač svoja nacija. Vozijo, bom rekel, kaj je ta fun enduro neki, pa v bistvu, se pravi, gor pa dol, imajo svojo vizijo, se pravi, ne vem, mogoče bodo kaj zgradili tudi, kaj uredili, to je njihova stvar. Zdaj lahko omenim tukaj še eno drugo skupino, ki je malo manj, bom rekel, gravitacijska, to je ta klub JB, Jani Brajkovič tim. Tukaj grejo tudi malo ven iz asfalta. Tukaj je par zelo hudih XC-jašov, recimo, ki harajo sploh to hrvaško ligo z lig, pa to zelo spoštljivo. Do tega, pač njihov krog, se pravi, tle je zelo velik fantov, ki vozijo cestno in gorsko kolo, se pravi, do tega XC-ja. Se pravi, navijajo, tako kaj treba. Tako, to gre res zadnjo kolo skozi po zrak. Nekaj je tudi... Rok prav, da ne boš bike doktorja pozabil. Bike doktor? Ja. Pa v bistvu ga niti ne poznam. No, vidiš. Žal. Daj napiš čim več, Rok. Žal ga ne poznam. No, zdaj pa, če bi še omenil društvo Bajka, je pa v bistvu ustanovljeno s tem namenom, da poskušamo dvigati nivo gorskega kolesarjenja, bom rekel, v novomeškem okolišu. Se pravi, tukaj so, bom rekel, prvi vložek tak, precej drag je bil licenca za MTB vodnika, kjer lahko v bistvu zdaj, jaz pač delam vsak mesec imam izlet, se pravi MTB izlet, bom rekel, ki je odvisno zdaj, včasih je malo bolj zares, včasih je pedaliranja velik, se pravi so te ture so različne. Na nek način si štejemo čas, da sem že uspel v svoje vode zvabiti nekaj par popolnoma ne kolesarjev in so prišli k meni v bistvu na neke te tečaje, ko smo naredili neke osnove, vožnje, nastavitev. Posledično se je prodalo tle par koles. Bodoči kolesarji. So že. Nastajajoči. So že. Moram reči, da na ene dva sem prav ponosen. Vozsta praktično v enem letu sta zvozila že iz Plenic v ta prave kolesarske hlače, tako da... Evo, Rok prav, nov klub od septembra, Krško, Brežice. No, sej, moram reči, saj sem rekel, tleh okoli 15-20 km. Verjamem, da je tamle v Sevanci so zelo močni tudi enduraši. Krško, ta konc, v bistvu, tega je kar nekaj. To je Rokova banda. Ja. Kaj pa Belokranjce imate tudi za svoje? Belokranjci, pa tudi enih parih je prišlo tudi na Bajka Fest. Moram priznati, ampak enostavno, mislim, da počas se bodo mogle te manjše skupince začeti povezovati v take večje dogodke, ker enostavno ta razdrobljenost, mislim, da nas ne bo iz nje nič. Tak šport je to, vsak gre sam v hostel ali pa z enim prijateljem. To je pa res, jaz se narej sam... To je lep del tega, ampak tega pa enkrat na let nekam se malo podružiti, tako kot grem jaz vsake 2 leti na predbožično turo. Letos je bilo oziroma lani je bilo sploh spektakularno.
To sem zamudil. Nič v bistvu ni bilo tako grozno zamujenega. No. Bom rekel, jaz sem bil tudi, ne, pa še enega sem sabo vlekel, tako da smo imeli kar dosti tako zanimiv peturni dogodek, ki si je pa, bom rekel, malo prelevil v iskanje poti, kje smo in kaj smo, in bom rekel, je bilo kar zanimivo. Nismo kaj predosti prepedalirali, v bistvu smo bolj malo iskali, malo vsega je bilo. No. Glede na to, da si Dolenca, si specialko tudi vozil kdaj? V življenju se nisem niti usedel še na specialko. Daj, če ne bi cvička pil, pa ne bi verjel, da si Dolenc. Ne. Nikoli se nisem s tem kolesom srečal, ponujali so mi ga, da naj sprobam, ampak enostavno se ne počutim, bom rekel... Sej se tudi na 2,5 ne počutiš ti dobro, verjetno. Mora biti 4 in več. Širina plašča. Včeraj sem po več kot pol leta zajahal 29, kot ta našpičeno tekmovalno skoraj bajka krog sem preletel praktično za hec popoldne. Evo, imaš navijačico le. Super. Ampak vzrok je bil to, da sem prvič po slabih, mislim, da zdaj imam od aprila, bo 2 let, ker imam tega fat bajka, da je prvič, da sem v nedeljo sesekal prvo gumo, na spustu, bilo je iz 30 cm snega do skal, sprav 800 višincev je šlo dol, in na koncu je bilo preveč prazna guma in je šla v maloro in čakam zdaj, bom rekel. Zračnico ali ti obles? Zračnico. Ko voziš feta zračnico? Pravahek je drugače. Včasih smo se hecali, da je na Dolenskem zato manj gorskih kolesarjev, ki jih kot otroke vse silijo na specialke in pač kakšen Murata, drugi pa vsi zasovražijo kolesa. Zdaj, težko bi rekel, da silijo, ne? Je pa res, da... Je pa neka kultura cestnega kolesarstva. Je pa res, da če star foter, pa brat, pa sestra, pa stric, pa cela žlahta bila na cestnem kolesu, ker tu moramo reči, da ta klub Adria Mobil je pa precej že časa obstaja, sicer prej bil pod drugimi imeni, in dejansko je tle tradicija, mislim, da saj 40 let, in imajo pač možnost, otroci prideti v klub, dobijo kolo in začnejo delati in trenirati, in nek del jih ostane. Jih pa občudujem, tam 8, 9, 10 let stare popčke na tistih specialkah, ki skoraj komaj doseže do pedala in to tako terajo po cestah, kdo imaš verjeti. Bo še ta drugo nagrado podelila? Da pokaž. Ja, dobro, lahko tudi še ta drugo. A si hotel da odnesti? Ma ne, da ne smo dobrega srca, kaj ćemo zdaj čuš. Ta je še boljša, ne? Evo, tle imamo še eno nagrado, še za nekoga, ki ni prevelik, in tak krasen anorak. Mislim, da je to tam nekaj larč, bi rekel. Zame? Larč, ja. Verjetno je, samo ta... Zdaj pa dajmo, da more 2 številki povedati. Ajde, 2 številke povedati. Letošnji datum Bajka Festa in razdaljo tega maratona, ki sva že omenila razdaljo. Datuma pa še nismo omenila, nalašč. Datuma še ne vemo. Se pravi, 2 številki, ne, seštevek obeh, ne, dobro. Vsako posebej datum letošnjega Bajka Festa in razdaljo na maratonu Bajka Festa. Čeprav zdaj čist točna razdalja bo izmerjena, zato ker bo rahlo... To, kar si rekel, ja, tako. To, kar ti rečeš, tako dolga. Bomo za nek par 100 metrov bo spremenjena trasa. Prelahko vprašanje bilo. Same trojke, pa to ne ni. Bravo, Jure Muren ima nov anorak, Scott. 13. maj, 33 km, pa moš pa 33 pirov spiti na afterju. Recimo. Ampak, da smo se na jasnem, podpiramo nealkohola, tudi sam ne uživam alkohola, bom rekel,
nekih teh abnormalnih količinah. Je pa res, da priznam, 10 let sem bil totalno brez alkohola, tudi brez mesa sem preživel 8 let, ampak ko sem prišel pred 2 leti na cilj Black Hola, sem bil toliko izčrpan, da si prekinil ta da mislim, da sem spil takrat vsaj 6-7 perov, bilo je sicer tam polnih 30 stopinj in po 3 urah pa pol ganjanja je pa tako pasalo, da ne moreš verjeti. In ja, pivo, kakorkoli si kdo predstavlja, ampak to je dejstvo, da je to en najboljših izotonikov, se pravi, seveda ne pretiravati. Razen tega, da te dehidrira pol, ne? Ja, vse zato je treba pa še deci cvička zraven, spet, da je lepo. Ne vem, kaj sem hotel vprašati, eno vprašanje sem imel v glavi. Kaj boste še tam, kire terene, kaj so dolenjske klasične ture? Ne, tako, jaz imam na strani društva Bajka, mislim, da 4 opisane trase, izlete, ki so standardni, ki so v ponudbi, če si kdo želi, me lahko najame. Drugače je pa tako, prvenstveno je moj domet je ta hmelniško področje, tlele gor je teh singlec in poti takih in drugačnih, zelo, zelo razgibanih terenov, bi rekel, saj tam 60-70 km, se da zelo hitro Jurje pa pol naklepati Višincu, ni problem, potlej je tam eno področje Gorjancov, tam, ki je, bom rekel, tam, ki sem jaz doma, likat, ljudje imajo me že malo poln kufer včas, ampak tu je pa, bom rekel, 2 vzpona sta nekje 900 višinskih metrov, pa iz te najnižje točke, na 1200 se dvigneš in pa imaš v bistvu ene 2 res enduraške linije za dol. En je tak flow, bom rekel spust, ki gre na šentjernejski konec, za ta del je vložena tudi vloga za dvonamensko pot. Se zna zgoditi, da bi bilo to celo realizirano, mogoče letos. To bi bilo recimo ena velika pridobitev. Pol imamo pa v bistvu, če se ne motim, 3. dvonamensko pot v Sloveniji prav v Novem mestu. Rudolfova pot se reče, ki poteka po mejah Rudolfa, bom rekel, Rudolfovga izpred, mislim, da ne vem, tisti, ki vejo točno te datume, bodo bolj vedeli, mislim, da je tam 300-400 let nazaj, je tudi označena pot, ki je dolga 40 km in zdaj po zadnjih podatkih, ki jih imam, se je še en lep odsek umaknil z asfalta, tako da praktično manj kot 10 km asfalta, ostalo je pa, bom rekel, kar terenska vožnja. Tu je potlej pa še kup teh okoliških hribčkov, bom rekel, tako, na pamet rečeno 200 km, 150-200 km v ožji okolici Novega mesta se da voziti. Tako da moramo prijeti kaj furati. Ja. Če ne na Bikefest, pa kakšen... Zdaj, lani je bilo kar nekaj gostov, tudi skupin pridejo na povabilo enega tega društva, drugega, tretjega. Ja, zakaj pa ne? V bistvu dela se še naprej, ne vem, ni še mogoče tukaj za javno objavo, ampak projekt Gače je v bistvu še zdaj trenutno zelo aktualen. Tu, rekel bi, tudi bolj dobro omeniti. Pred kratkim me je lastnik povabil na en sestank. V bistvu sredstva so zagotovljena, projekt je odobren, vsa dovoljenja so, ampak lastnik se ukvarja s tem, ali je to vsaj toliko rentabilno, v bistvu, da se pokrijejo stroški dnevnega obratovanja. V bistvu to je edina neznanka, ki ga zanima, in če bo to prežgana zelena luč, se gre v ta projekt takoj. Čakamo na novice z Gač. Takoj, no, pol je pa še en drug projekt, ki je tudi zelo aktualen, je pa v okviru Mestne občine Novo mesto. Moram pohvaliti, imamo izjemno oblast, ki je trenutno zdaj zelo namenjena športu, in Mestna občina Novo mesto trenutno kandidira za en ogromen projekt Gorjanci.
ki je prijavljen na, bom rekel, razpis za evropska sredstva, in če bo to odobreno, bo na Gorjancih pravljica. Se pravi, lastnik zemljišča, ki pokriva, mislim, da preko 100 hektarjev hoste, tam gor, upravljalec, je zaposel, investitorji so tudi, gre pa za kompleks 3 vstopnih točk na to področje, kjer bodo parkirišča za avtodome, in od tam naprej bodo speljane, bom rekel, številne poti, enoslednice, trejli, vse živo, bom rekel. No. Taka je, bom rekel, zamisel, ko bomo enkrat ta posnetek gledali, ne, ko bomo s palcev, ki je po kakšnem domu hodili, bomo videli, mogoče se celo resnič. Evo, Gašper je natresel zgodovino. To Rudolfovo izhaja iz ustanovitve Novega mesta, ki je bila 650. obletnica, 1365, evo. Ja, to vemo, ne, da smo imeli lansko leto 650-letnico ustanovitve Novega mesta oziroma Rudolfovega. Pa prvi bajka. Samo, ja, sem mislim, da takrat še ni bila ta meja dokončno postavljena, ne. To mejo v bistvu je, mislim, da zarisal Tomaž Levičar na osnovi zgodovinskih podatkov. To je zelo tak fajn možakar, v Ljubljani dela kot urbanist, mislim, da drugače krasen fotograf tudi. On je to zadevo orisal, potem so pa to celotno traso označili Pohodniško društvo Novo mesto. Osebno poznam Igorja, bom rekel, on je bil zraven pri markiranju. Skratka, ogromno delo vloženega tukaj. Povej še, kam boš letos kaj pelil tvoje debele gume, nekakšno prireditev ali pa kakšno avanturo? Dejstvo je, da Jadran zame še ni raziskan. Letos grem na en otok, ne vem še kater, še iščem. Pelješac mi je malo daleč, za večkrat pomal. En otok si bom izbral, na katerega bom šel sigurno 2-krat, 3-krat ali pa 4-krat letos za vikend. Drugač pa planov ni, rad grem na netekmovalne zadeve. Zakaj? Zato, ker lansko leto so bile posledice kar zanimive in enostavno se mi ni treba razbijati na teh tekmovanjih, ne, in nositi domov precej škode, ne, pa precej bolečin. V glavnem sem pristaš, da tekma najbolj za tiste, ko si s tem kruh služijo. Jaz pa grem rajši na... Seveda, sem tekmovalen, ne. Ko čelado zapreš, je konc, ne, takrat gre do konca, ne. Ampak nekako je potem regeneracijska doba predolga. Ponavadi rabim tam 2-3 tedne, recimo, sploh po takem Black Hole maratonu, recimo. Da se prijaš. Ja, enostavno je to, bom rekel, prehud napor za enega, bom rekel, rekreativca, ne. In rabim toliko časa, no. Rekel, sprazneš se. Ej, še zadnja, pa spustiva te ljudi, ki jih je zmer manj. Ti si mizar, ne? Kakšne vrste? Mizar, zdaj tako, zanimajo me posebne stvari, ne. Se pravi, rad delam unikatne stvari. Doma sem na spomeniško zaščitenih objektih. Delamo replike starih oken, starih vrat. Trenutno zdaj delamo Plečnikovo stavbo tole v Ljubljani, se pravi ta Peglezen, kjer delamo identično okna, kot so zdaj. Seveda to je poseben proces izbire izvajalca, se pravi naročnika, nadzora, se pravi spomeniško varstvo je zelo taka posebna organizacija. Ampak enostavno pri nas to obvladamo, to znamo narediti in to me veseli. Drugač pa narediš, pa iz lesa delamo praktično vse. Seveda, mora biti matematika od zadaj, to je dejstvo, ne. Drugač pa to delam rad. Sprav les, masiven. Super, hvala ti za obisk, po mojem se še malo zadržala, kaj od zadaj ob Neresku. Jož te bo pocukal za svojo nagrado, Jure
piši mu ali pa društvu Bajka na Facebooku ali pa na strani najdeš. Ko imate že naslov spletne strani? Društvo Bajka? Najbolj že na mtb.joze@gmail.com, to je moj gorsko-kolesarski mail. Drugač pa imam 2 ali 3 profile na Facebooku, ampak eden je društvo Bajka, eden je moj osebni Jože Zopančič. Tako da tukaj se lahko pokontaktiramo za naslov. Drugač pa vse, kdor želi karkoli izvedeti, je pa na www.bajkafest.si, kar se tiče same prireditve. Pa v bistvu Facebook promocija, tle se bomo v bistvu vrteli. Tam bo vse zapisano, označeno, kdaj bodo prijave odprte, bom rekel, vse, kar je treba. Večinoma je pa že gorno. Da še eno zaključno sliko, uno, kaj pol naredimo, veš, kaj je pol zrežen. Ja. Hvala. Hvala lepa za povabilo. Moram reči, da mi je pa v čast, da tudi mtb.si širi glas, bom rekel, tudi izven Ljubljane. Jaz ta portal spremljam že dolgo in vsaka čast in pohvale za delo, za trud, ki ga delate, ki res izjemno prispeva k razvoju gorskega kolesarstva. Hvala, ne moramo samo Gorencih pa Primorcih. Stanko, hvala, se vidimo. In vseh ostalih 14 preživelih. Ja. Čao. Bok.